Pozdravljeni! Danes vam želim pokazati, kako narediti skulpture iz mila. Milo je relativno mehek material in v njem ni težko izrezovati. Potrebujemo milo in orodje. Izberite si takšno milo, ki bo bolj mehko in lažje v obdelavi. Orodje, ki ga bomo uporabljali, to je predvsem ne preveč oster nož za zelenjavo, svinčnik in druga koničasta orodja, ki jih imate doma. To so lahko paličice, slaščičarsko orodje, kot ga imam jaz, ali rezbarska dleta. Jaz sem večinoma uporabljala nož, za natančno izrezovanje pa ostalo. Svinčnik, najboljše trd in oster, nam prav pride pri planiranju, torej pri označenju oblik na milu. Prav tako z njim naredimo majhne luknjice. Prvi izdelek, ki ga delam, je glava. Glava bo iz profila, ker se mi to zdi bolj zanimivo. Označim si prostor pod nosom, oči in počasi izrezujem obliko. Bodite pozorni na to, kje izrezujete. Če si želite dobiti štrleče oblike, kot na primer nos, je potrebno odstranjevati površino, ki je okoli nosu. Pri meni je tako nastal nos in ušesa. Sedaj delam metulje. Tukaj je veliko površine, ki jo je potrebno odstraniti. V prvi fazi tega ne delam preveč natančno, ampak potem, ko dobim osnovno obliko. Uporabljam predvsem navaden nož. Šele pri oblikovanju podrobnosti, kot tukaj pri vzorcu na krilih, prav pride drugo orodje. Jaz uporabljam rezbarsko dleto, da je oblika bolj zanimiva, ampak večino naredim z nožem. Ne pozabite, da metulj ima vzorček iz obeh strani. Naslednji izdelek, ki ga izrezljam, bo riba. Prav tako prvo odstranim največje kose, ki jih ne potrebujem. Milo, ki ga sedaj uporabljam, je bolj trdo, zato moram delati bolj počasi, da se mi ne odlomi preveč. Tukaj so najbolj štrleče oblike plavuti in zato izrezujem okoli njih. Na koncu dodam še vzorce. Za danes bo to vse. Se vidimo!